Lep pozdravček in dobrodošli v novem tednu. Ful sem zmedena s temi dnevi. Še dobro, da vem, da je ponedeljek za nov vlog, ne? Skratka, ja, to je zdaj drugi teden v Bosni. V bistvu prejšnji teden ful hit minil, tako da, kar je še mene presenetil. Včeraj sem prebrala knjigo od Gabriel Garcia Marqueza in sicer pripoved brodolomca, ko se natovorna ladja doživi brodolom in v bistvu vsi umrejo, razen en človek preživi, en mornar preživi in je 10 dni brez hrane in pijače in je pač na morju in potem nekako mu uspe priti do kopna, kjer se reši in potem pišejo malo o njem in itd., ne. In se pač Gabriel Garcia Marquez odločil napisati knjigo. On je v bistvu delal reportažo, no, potem pač je šla knjiga. Knjiga mi je nekaj všeč, nekaj pretirano, ne vem, očitno meni te klasiki nekako ne ležijo, ne vem, mogoče je to ta star slog, ne vem, v glavnem 2 zvezdici in je ne obdržim. Fora pa še v tem, da sem v bistvu eno začela brati in sem morala narediti pauzo, ker mi ni všeč in sem začela z njim in ta mi tudi všeč. Tako da sem zdaj šla na 3. Tako da ja, saj ni hujšega, ko naletiš, kakor pa to, ko naletiš na slabo knjigo, ker res ti je pol kar sploh nočeš brati. Ampak okej, gremo naprej brati in seveda spet se ukvarjam s tem vlogom, da ga naložim in itd., ne, ampak dobro, se bo. Mi smo že pojedli, spili kavo, tako da je že popoldne. Lep pozdrav, da ti preberem še današnji citat. Ponavljati afirmacije. Zaupam vase, močna sem, vsak dan se izboljšujem. Ja, spet imam težave z nalaganjem tega vloga od prejšnjega tedna, ne vem, kaj je to. V glavnem so da smeš razmišljati o tem. Takole, ne. Berem knjigo, ki sem jo na pol prebrala. In po moje bom nehala. Od Zoe Valdez, Dala sem ti se življenje. Jaz drugače njo obožujem. Ona pač tukaj seveda opisuje Kubo, pa pač to težko življenje. In ta roman je napisala leta 96, je izšel. In to je bila v bistvu kot neka taka prelomnica v njenem življenju. Jaz sem brala njene knjige in mi je bila ful všeč, ampak tale mi pa sploh ni. Ful mi je vulgarna, tako res vulgarno in po moje bom res nehala, ja, ker se toliko mučam z njo in da sem vmes morala nehati, pa še drugo začeti, sem s tole drugo se tudi malo mučam. Po moje bom zdaj spet vzela to 3. Jaz ne vem, kaj je to. Alo, prosim, dobro knjigo. Tako da ja, se pravi, tele ne bom, ker izvlečem kazalo ven. Tako da je prva neprebrana na tem dopustu in jo pa seveda tudi ne obdržim. To drugo, ko imam, je pa moja, tako da ne moram prebrati. Tako da ja, zdaj bom začela z eno naprej, ker pa res kar minete brati, dragi kos. Kar minete brati in pa razumem, da mogo zato doreče, da ne maram branja. Ja, ko prebereš grozno knjigo, nikoli. Tako da upam, da zdaj naslednja bo pa v redu. Lep pozdravček. Zjutraj sva z dragim šla na kavico, po trgovino, pa še nekaj pravke imel. Potem smo zajtrk pojedli, zdaj mu pa jaz malo brala. Tale knjiga je dobra. Še današnji citat. Tako zelo pomembno je, da si vzameš čas zase in zbistriš misli. Najpomembnejši odnos je ta, ki ga imaš sama s seboj. Diane von Furstenberg. Ja, res je. Lepo vroče je. Pa bom šla še do babice od dragega. Ona je tam, tako izraven. Pak ja, zdaj bom mes pa zase. Gremo do babi. Tlele imamo zdaj petelinčka. Samo da nam pobegnu. Hej, Cesi! Ajde, zapoj malo. Daj, zapoj. Lej, sem se ne upam iti blizu, ker se bodo itak prestrašili. Ko so luskani. Kaj je lepo tle pri babici, stari.
tak mir, pa malo si oddaljen. Pa pravim, jaz ne, kako je lepo tle. Tako ne, to je od soboj tako tvojega dragega, pa od tebe, pač od vaju. To je njena hiša, koliko je to staro, ne vem. 50 let, najmanj, po moje. Zdaj, jaz tega ne bi rušila, jaz bi to pustila kot muzej. Ker me spominja pač na moje stare starše. Pa so pa tle še kot neki 3 objekti. Pa ne vem še kaj bi s tem, sam cute je, no, čist lepo je. Evo, pa se je ulil. Pa so ne bo napovedan, tako da... Kjera lepa mavrica. Hudo. Ful se je ohladil. Dežval je pol kar tako dosti, pa nehal, pa spet, tako da ja, zanimivo. Večerja smo, dragi še zun avto vrihta. In izberem. Mi sem pa začela brati tole Deklino zgodbo, ampak mislim, sem tako vedela, da mi bo to tako, ker je pač res tako distopična, mi je ful anksioznost rasla, tako da sem vmes morala kar nehati. Koliko sem sploh prebrala? 160 strani, ok, no, ni slabo, od 380, ok, sam moram je dati na pauzo. Zdaj tole, kar berem, mi je zelo všeč. Samo po moje ful traja, ker so ful mehne črke, pa večji papir, tako da bo papirno. Možgani mi ne delajo. Tako da bo po moje malo trajalo, da preberem. Zdaj moram še malo pospraviti, danes sem še sesala, kot četrtek zvečer pridejo Pirančani. Te moje 2 nečakinji iz Pirana in bomo skupaj in pol moram jaz odpetketati od tle, pač iti v sobo, ker drugače je tole moje kraljestvo. Dober dan, lep pozdrav. Današnji nasvet. Ponovno si oglej film, ki ti ogreje in olajša srce. Zdaj smo spili kofe, zajtrkovali. Saj veš, kako je s familijo. Kakor je kul, toliko ni kul. Ampak ok, pustimo to. Zdaj plan, da greva malo do Banja Luke spet. Potem je še plan, da bi šla še nekam, sem nočem povedati, ker nočem jinxati. Se bom zrihtala, no. Tako da ja, ni nekaj toliko vroče, tako da sicer kao še bo 28, tako da bomo videli, no. Dobrodošli v Banja Luki. Zdaj smo prišla do prvega shopping centra in gremo malo okoli. To je še shopping center, ni bilo nič posebnega. Komaj sva našla parking. Unta poceni vas zasedem, tale, ki sta pa 2 marki, oziroma 1 evro, pa pol naprej, tako da gremo naprej. Lep pozdrav. Evo naša cerkev. Wow. Koliko je pa folka, se vidi delovni dan, tako res je veliko ljudi. Koliko je lepo, se tle je kot nek bulivard s kafiči. Tle smo nisem bila takrat, ker so bila pač enkrat pozim. Tako da, ful je lepo, kot da si komod nek se v Italiji. Spet sva v Manji. Zdaj sva pa v shopping centru Delta. Helloj! Zdaj greva pa sem jest. Lep pozdrav! Sva li prišla z Banja Luke in sem kar utrujena, stari. Banja Luka mi je ful lepo mesto. Mislim, da je toliko lepa kot Ljubljana, no. Tako, ful je bil dober vibe, ful je bilo folka, prav presenečena sem bila, prav no, kdo dela, tam en parking, pa pol en še en drug, to sploh ni bilo placa, mislim, prav uno, ne razumem. Hodila sem v en shopping center in bo vse polno, tako vse. V glavnem, kupila sem 2 štumfe, ene malo krajše, ene malo daljše.
Potem sem šla v Parfois, v enem shopping centru, no. Tam so bile pa cene kar. Tale prstanček. Pa te ljuhančki. To je kiča, ne? Pa se mi riga po čevapi. Potem sem vzela tole kazalo, ta William Morris, jaz sem za njega pred kratkim izvedela, on je bil, ne vem, slikar, pisuje poezijo, inženir, arhitekt, pač ni da ni, ne, se pravi od 1834 do 1896. Sem zadnjič eno knjigo malo tako listala in pol najdem tale kazalo. Ful mi je tako zanimiv, ko zvem za nekoga in pol tako kar nekje drugje najdem neki. Tako zanimiv. Vzela sem 2 knjigici. Naša žena, Tanja Mravak, to je hrvaška avtorica, pač valjda tako me je tale naslovnica pritegnila, to tako lepi listi. Tale je stala 8 pa še mal. In pa tole, Petar Andonovski, Strah od Barbara. To je pa makedonski avtor in je dobil, stari moj, dobitnik nagrade Evropske unije za književnost leta 2020. Wow, mislim, že katerokoli nagrado dobiš, je res ful velika čast, ampak dobiš od EU, se mi pa zdi ful noro. Tako da me ful zanima tale, se pravi, tale je bila pa malček dražja, 33 mark, 16,5 sem morala na kalkulator zračunati. V glavnem, ja, pač ful se veselim obeh. Tale me ful posebej privlači, ker je ful zanimiva zgodba, pa mislim, da se bo ful lahko brala, ker ima sam nekaj čez 100 strani, pa tako velik ta font. Tako da ja, evo, hotela sem iti še v eno trgovino v Banja Luki, ki imajo tako bolj lokalne stvari, so še danes zaprti, ker najprej bi plan, da greva jutri v Banja Luko, ampak pa se nam je zdaj malo, se veš, ne, family stuff se nam je, tako da ja, sem šla pač danes, no. Ta Tekne Concept Store, če pač kdo pozna, no, sej bova šla še v Banjo Luko in bo pač takrat šla, no. Zdaj so pač na dopustu lihune 3 dni ali koliko in šele jutro odprejo. Tako da jej, ful dober, polne čevape sva jedla, ful je pa dobro za jesti. Ja, moram spet malo pospraviti. Pa bom pa pač brala, ja, pa počivala. Malo še posodo zrihtala. A ja, šla sva še v našo cerkev, v Banja Luki pa sem vzela tole brojanico. Tako da, evo, zdaj imam iz vseh cerkva, samostanov, kjer sva bila na tem potovanju, imam iz vsakega imam nekaj. Dobro jutro, delam kofe. Delam kofeja. Hmalo pridejo Pirančani, tako da moram še do konca tle pomiti pa tako, pač pospraviti za sabo, ne. Prišli so Pirančani, tako da zdaj sem sta malo. Miša. In se mi skozi skriva. Zdaj zgleda, kot da sem na neki vinariji ali pa kaj. Si lumpa? Wow. Dobro jutro. Greva na izlet. Tole je pa reka Bosna. Mesto Zenica. Dobrodošli v Sarajevu. Najprej se sestala na Ilidži, greva v restauracijo Seja Brajlovića. Če poznaš, poznaš. Potem greva pa valjda na Baščaršijo, a ne? Kako je lepo. Oh my god. Čudo neviđeno. Wow. Lej to. Pa je dober, koliko je ogromen.
Oh my god. To je dobro. Kar je dobro, je dobro. Dobrodošli na WC-ju, je to? Pa dobro. Ubita zgradba, moram reči. Dragi moji, dobrodošli v Sarajevu. Zdaj smo pa direkt v centru mesta. O moj bog, ful mi je lepo mesto. Kako je lepo. Znaš, gremo do centra, ne? Tole pa iz Iliče je direkten do sem, tako da dober starši je. Kako lepe stvari, o moj bog. Leto. Tle smo. Ja. Le tole ni, da ni. Prečudovito. Jaz zdaj ful poskušam biti skolirana, ampak pokažem, ki sva. O moj bog. To je to. To je Sarajevo, ko sem ga iskala. To so sanje. Kako je lepo. Še zadnjič gledamo tole lepoto. Kako je lepo. Drugače ful turistov od celega sveta. Tukaj je bil Izet iz Lezanaja. If you know, you know. Prav jokala bom. Ful je lepo, res ful. Nič, to je to. Pa. Scary. Wow, kaj je to? Da ti še pokažem, kaj sem kupila v Sarajevu, ko ne bom imela časa. Tale prstanček, Anihod. Potem poezijo knjig od Emine Vildić pod svetlom Fenjera. Kaj je Fenjer? Tako da zdaj imam raznoliko zbirko knjig, raznolikih avtorjev in avtoric. Tam sem vzela tole hudo torbico, pač ful mi je lepa. Tako da imam lep suvenirček. Bakljava pistacija, jaz sem naraj pistacijo. In pa še tole za pestenco. Nakita so imeli, Bog pomagi, ko bi kupila vse, ampak seveda ne moreš. Tako da jej, evo, sem še vzela več, kot sem mislila. Zdaj greva pa nazaj proti Prnjavoru. Stavila sva se na pumpi, mora biti na WC. Kaj sem da reči? Sarajevo. Jaz sem bila prvič v Sarajevu, mislim, da je bilo to zelo očitno. Vem, da pol stvari nisva videla, oziroma da sva videla res eno malenkost, ampak to je bil tudi point. Hotela sva pač iti sploh na Baščaršijo, ker jaz o tej Baščaršiji sanjam že od osnovne šole po moje, zadnja leta pa sploh. Tako da sem sam hotela iti se sprehoditi po muzejih, verjem, da nisem imela sploh vole, ker bi se čist preveč utrudila, že tako sem utrujena. Kaj še? Tako da jaz upam, da bova še daj prišla, mogo z letalom.
Tam na Lidži je v bistvu ful blizu letališča in pol so ful vzletali, no, to je bilo res tako fascinantno. Večinoma so bili si ful prijazni, razen, ko so šla dve zlatarni, so bili tako drugače pa kjerkoli so bila kovala ful prijazni. Kava, tam na Baščarši je bila za nič, naredim jaz boljšo turško kavo, tako da to je bilo malo razočaranje, no. Kar dosti turistov me je pač presenetilo, a ne, ker recimo Stanka Dragi, Prnjavor, pač res nimajo turistov in potem si kar malo tako šokiran, ker vidiš, da so res iz celega sveta. Načeloma mi ni motil, je bila tako gužva, ampak načeloma sem pač vem, da bo gužva in pa se nisem, nekako sem se mogoče malo bolj psihično pripravila in se nisem hodila pustiti motiti. Edino, ker sem slišala hello, sem bila malo alergična, ampak okej, sam na eno not, na drugo ven, na dopustu sem, vse je cool. Ja, to. Center mi je tako lep, ostalo tako, no, kakor sem pač videla. Ja, oni čevapi so bili najboljši čevapi v mojem življenju, tako da bom zdaj težko kakšne čevape toliko dobre našla, ne, ampak dober. Ma ja, sej, to je v bistvu to. Ko sem pač vesela, da sem sploh šla in to je to. Zdaj ga nazaj v Prnjavor, pa pač se v Izi, jutri imamo krst, plus rojsten dan, ne. Nečakin prvi rojstni dan ima tudi krst, potem imamo pa še skupno kosilo, to je sicer šele pol popoldne, pol nedelje dopoldne pa pač plan nazaj. Tako, 2 tedna mi je minili tako, po eni strani se mi zdi, da sem že celo večnost tle in ne vem, kako bom prišla nazaj v Ljubljano, ker se mi Ljubljana zdaj gravža. Se vem, da bom zombija, ne, ful je težko pač, ko je konc dopusta, se je ful težko nazaj spet ufurati, ampak. Oh, mi lord. Ogromen je tako. Groza. Dobro jutro, spet smo kafe doma, zdaj greva pa midva z Ragi v mesto po opravkih. Grem spet do babi, ker je dejansko mir pred vsemi. Gremo na krst in praznovanje rojstnega dneva. Hello, evo sem doma, zdaj sem tle sama, ostali so še po svojih opravkih, kakorkoli. Dolžna sem ti 3 citate. Se pravi, 18. je bil predvčerajšnjem. Sreča ni odvisna od nobenih zunanjih pogojev, upravljajo naša miselna naravnanost. Dale something. 19. včeraj. Vzeti si moramo čas in se osredotočiti na svoje duševno zdravje. Se vzeti čas zase, za duhovnost, ne da bi se počutili krive ali sebične. Beyoncé. Da, naš ni. Naredi si seznam skladb, ob katerih se dobro počutiš. To je to. Zdaj grem pa jaz malo tele pospraviti, pakirati, jutro greva. Sicer je bilo popoldne, no. Pa v bistvu moram meditirati tale vlog. Kjera tišina in kjer mir. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Koliko ga hajca. Toliko je vroče, kot da smo sred poletja, res. Ja, ne vem, 26 stopinj, ampak je ful vroče. Zdaj greva v trgovino
Dopoldne je bilo itak, se veš, familija, prvi del familije že šel, tako da sem še mi dostala, pa mislim, tašča itak. Zdaj greva v trgovino, prideva nazaj, spakirava in vmes greva še do enega prijatelja, ja seveda, kuma, in potem greva domov. Sicer, kolikor je bilo naporno, je bilo tudi lepo in ne vem, ne predstavljam si zdaj nazaj. Spakirala sva se v avto, da naj vidiš, koliko stvari je, no vse to je večinem od mene, ko da nas je 6. Zdaj greva sam babi pozdraviti, ker leži, ker se ne počuti najboljš, pa taščo, pa greva do tega prijatelja, pa pičiva proti Sloveniji. Kakšne so gužve, sploh nočem vedeti. Pojedla sva, jaz sem jedla spet čevape, of course. Ful so bili dobri. Pa če se nikoli čevapov ne naveličam v Bosni. Se naredim kakšen dan pauzo, ampak zdaj pač res sem izkoristila in to je to. Tako da ja, zdaj pa pot pod noge, gremo nazaj v Slovenijo. Tako res mi je čuden, sej, kakšen dan dva, pa mi tako že čisto furana, ne. Edino to je, ker imam toliko stvari za oprati, da sploh ne vem, koliko hit mi bo to ratalo oprati na to edino. Pa čisto sem preveč stvari vzela, res čist preveč. Tako pol stvari nisem nosila, no, samo toliko. A ja, pa moram pa v bistvu, ko prijem, da zamenjati oblačila iz teh zabojev, tudi ne vem, tako bolj topla oblačila, pa ta poletna pospraviti. Tako da je, smo nekakšno vreme pri nas, tako da ne veš to prijeti. Pa kakšne stvari še za izmenjevalnico pripraviti, ker sigurno se bo kaj našlo. Tako da, gremo! Dobrodošli! Ja, ne vem, če se kaj vidi. Ojla, je naslednji dan, ponedeljek, se pravi nov teden, ampak vem, da nisem videa zaključila, tako da nisem hotela pustiti, da ne zaključim. Včeraj sva pol čakala na meji, tam 1:30 do 2. Prišla sem domov ob 11. Jaz sem toliko utrujena, ampak sem se morala še kopati pa to, štalo za pospraviti. Tako da sem tega lotila, no. To je to v tem vlogu, pa pač ne nadaljujem z novim. Upam, da ti bi všeč. Konec dopusta, to je to. Gremo novim zmagam naproti. Lep teden ti želim, lepo bodi. Hvala, da si tle, res hvala, da gledaš. Rada te imam. Se vidimo naslednjič. Čau.